In v tem studiu, kot napovedano, gosta in sicer Ranko Šmigoc, Marko Rataj, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Seveda, zdaj normalno bi bilo, da bi vprašal, če sta prišla z avtobusom, samo nista tu za to. Tu smo zato, da se pogovarjamo o tem, da vračamo, hvala Bogu in aleluja, Maribor ponovno na zemljevid tistih smučarskih destinacij, ki organizirajo tudi tekmovanja na najvišji stopnji. Res je, hvala za to priložnost, da lahko to povemo pred poslušalci. Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju za invalide, ki ga organiziramo v Mariboru praktično z današnjo otvoritvijo in bo trajalo vse do 12. februarja, je nekaj, kar pravzaprav smo si mesto želeli, mogoče imeli nekaj časa tudi malo manj ambicij, ampak pogum je vedno bil v naših srcih, zdaj se pa je to zgodilo, tako da so moji kolegi, sodelavci iz Marproma, ki so imeli priložnost sodelovati z ekipami FIS-a že na drugih tekmovanjih, dobili to informacijo v mesecu novembru, konc novembra smo se začeli formalno pogovarjati, v decembru smo imeli tudi uradno sestanek tudi na mestni občini Maribor, ki nas je pri tem dogodku tudi podprla in tako je nastal deal, ki smo ga pravzaprav realizirali z podpisom pogodbe šele v januarju. To deluje malo noro. Mesec dni v bistvu. Sicer smo znani, da nismo ravno najbolj gladki včasih, ampak to smo pa res naredili z srcem in to zato za Maribor, ker si Maribor to zasluži, ker je Pohorje destinacija, ki mora iti nazaj na zemljevid. To nima sicer neposredne veze z Zlato lisico, ampak o tem bomo imeli kasneje še vredno ga priložnost. Važno pa je, da smo dokazali in to tudi potrjujejo trenutno stanje, da znamo še vedno dobro organizirati stvari. Ja, absolutno. Marko, zdaj neverjetno je, no? Zdaj, tako sem prej rekel, ko smo se pogovarjali izven etra, ko pogledaš na Pohorje gore, zdaj tako lepo videti dol. Štreko spet po dolgem času so ograje postavljene. Kak ste se lotili tega oziroma kak je bil ta boj, smo pa še sposobni to narediti? S tem prepričanjem, da v Mariboru smo sposobni organizirati tekme na najvišjem nivoju, smo se v bistvu tudi spustili v ta podvig. Naši fantje, ki delajo na progi, tako z Andrejem Rečnikom, Milanom Šmono na čelo, z našimi fanti, teptalničari, Tončkom pa Majstrom recimo, pa še kakšni zasneževalci so tukaj zraven. So res v teh neugodnih pogojih, ki smo jih imeli januarja, smo uspeli progo pripraviti, smo že imeli lepo tak 2 tedna nazaj, fajn na debelo zasneženo, super, končno enkrat nam bo uspelo, to lepo, nimamo problema, potem pa pride teden nazaj, tudi orkanski veter, pa se zjutraj zbudimo, pa praktično polovica proge zmanjkalo. Pa sem si že mislil, pa spet se nam dogajajo te zgodbe iz Lisice, ki smo jih tako vajeni, ampak s to ekipo, ki jo imamo, bomo tudi to zvozili. Potem se je par dni proga malo delala, pripravljala in smo prišli praktično s koncem preteklega tedna na tisto nivo, sicer za cilje malo više, pripravljeno progo, tako se zagre za svetovni pokal in za najviše tisti najvišji nivo, kaj smo ga v Mariboru sposobni. Kaj to pomeni cilj malo više? Ja, seveda, zdaj, ko nam je tu čez noč zmanjkalo teh 15 cm od spoda, je že stadion v tistem spodnjem delu do arene gledal precej škrbasto. Pa kaj smo imeli alternativo? Še vedno zdaj smo našli višinske razlike, je dovolj, če smo tako zdaj štartamo na vrhu Habakuka, pa do tam nekje nad A-drogom je zdaj bil predviden cilj za hitre discipline. Vse to regularno po vseh pravilih. Tako da smo rekli, ok, svetovno prvenstvo ni ogroženo, gremo mi naprej. Ja, ampak je pa prišlo že takoj do ene spremembe v programu. Ravno te hitre discipline so bile odpovedane, tako da bo prva tekma zares šele v soboto, ne? Ja, sedaj, tako kot mi smo se lotili stvari, tako gre, tudi ko smo se začeli pogovarjati z Mednarodno smučarsko zvezo, ja, vse standardi, vse zahteve so isto kot za normalno alpsko smučanje. Zdaj pa pol se je pa zgodilo to, moje predvidevanje je, da so smučari invalidi, predvsem pa njihovi trenerji vajeni mogoče nekih drugih destinacij, tako recimo Sant Moritz, ker ima 150 metrov široke proge, pa je to na nek način, zdaj ko so prišli tu k nam v gost, ker so proge seveda ožje, čeprav po vseh standardih, pa so to malo gledali trenerji z debelimi očmi, seveda proga pripravljena v nulo, trda, ledena, to pa zdaj mogoče za te naše sedeče invalide, ki so praktično v teh
svojih vozičkih na monoskiju, precej težki karbonski oklep je to, ko enkrat zdrsne, to ga ne ostavi nič. Pač bili nekako prepričanja, da kljub temu, da naša proga zahteva tudi zavarovana, je bila bolje kot je praktično v naših homologacijah pa zahtevah to mora biti. So nekako bili skeptični, vrejo, da se pa ne bi komu kaj zgodilo, ker vprašanje, koliko ga bo tu ostavilo. Sveda pač jaz mislim, da na nek način bi morali prej, če bi imeli več časa in drugače to skomunicirati, bi bilo verjetno kakšna druga proga, kaj jaz vem, recimo Pisker bolj primerna za njih. Ja. Ampak zahteve so bile, hočejo tekmovati na progi za svetovni pokal in to smo jim tudi naredili. Zdaj pa se gledamo. Ja, no, ampak vseeno gre za svetovno prvenstvo, ne? Tako da tudi pričakuješ, da bodo tekmovalci na tem nivoju. Seveda, ampak vseeno, safety first. Absolutno. To ni heca in to, kar se pravzaprav to, kar delimo zdaj v bistvu z vsakodnevnim druženjem, z temi športniki spodaj v areni, ko se pripravljajo, pa potem, ko gredo gor na progo, to Marko še toliko bolj, ko je z ekipo zgoraj, jaz jih spodaj bolj opazujem, ker nisem najbolj, sem malo bolj levi, zato da strmine, da malo še gledam, ampak resnica je pa taka, da to so tako srčni ljudje, tako močni ljudje. Ja. To je lahko samo klobuk s nami. Ni šanse, da se sploh primerjamo, ker to ni v najmanjšem gibu, ne vidiš, ko paziš kakršnekoli hendikepa, kakršnekoli omejitve. To smo bili pripričani, da dejansko ta športni duh, ki ga imajo, so pa tigri, borci, dobesedno, to gre vse na polno. Tako da, kar se vozi na polno, to ni nobenega taktiziranja. Še slepi, oziroma slabovidni, ki imajo zelo zožen vid, konkretno, ki vozijo praktično na nivo spremljevalca, konkretno znajo nesramno hitro voziti. Tako da to so resnično ljudje s posebnimi sposobnostmi, ki jih je vredno občudovanja in zato tudi se veselimo in upamo, da nas bodo prišli tudi podpreti na gledalce, da to vidijo, ker to je nekaj posebnega. Absolutno v vseh pogledih in zato se seveda trudimo tudi, da bi čim bolj informirali in izobrazili, da dejansko ne samo, da imamo tekmovanje najvišjega ranga ponovno v Mariboru, ampak gre za posebne sorte junakinj in junakov, ki so vredni naše pozornosti. Torej, Marko Rataj in Ranko Šmigoc sta naša gosta danes. Nadaljujemo takoj potem. Z osmo naša gosta Ranko Šmigoc in Marko Rataj, še enkrat dobro jutro. Bravo, dobro jutro. Z velikim veseljem in ponosom torej govorimo o enem velikem smučarskem tekmovanju, ki ga gosti naš breg po dolgem času in to je res neverjetno. Jaz te informacije nisem vedel, da se je v bistvu v začetku januarja šele zares podpisala pogodba in da je vam uspelo, se pravi Marpromu in Marko tebi in tvoji ekipi, da vam je v enem mesecu uspelo pripraviti progo za ta najvišji nivo tekmovanja. No, povedati moramo, da v okviru tega organizacije seveda gre za širši spektr. Imamo tu FIS, imamo tukaj Smučarsko zvezo Slovenije, konkretno imamo tukaj Marprom, imamo tukaj Šport Maribor in imamo tu mestno občino Maribor kot podpornika. Aktivno seveda deluje to najbolj Marprom in pa seveda v pomoči Športa Maribor, ampak generalno gledano seveda pa je to veliko celotni obseg podpisnikov, ki so tukaj zraven. Ampak vi skrbite za ta breg, v bistvu. Važno je, da piše gor svetovno prvenstvo. Ja, in Maribor zraven, ne? In to imamo. Okay, ugotovili smo že, da je prišlo do sprememb v programu. Hitre discipline so zaradi nekih neustreznosti, ki so bile najdene, pa ne po vaši krivdi, Marko, bile odpovedane, ampak v soboto se torej začne zares. Kaj bomo videli vse? Tako je, zdaj po odpovedi hitrih disciplin se program nadaljuje v soboto in sicer z veleslalomi. Ženski veleslalom v soboto, moški v nedeljo, ter potem slalomi. Moški slalom v ponedeljek in pa ženski slalom v torek. Skratka, vreme tudi je napovedano, da bo ta pravo, tako da super je in če le imate čas, res vabljeni, da greste spodbujati te posebne junake in junakinje. Je pa danes otvoritev, ne? Uradna. Ja, res je, 19:30 imamo otvoritev, takoj po zaključku proslave v kulturnem prazniku v mestni občini Maribor, torej ob 19:30 v Snežnem stadionu. Pričakujemo tudi zelo visokega gosta, ki je potrdil svojo udeležbo, to je generalni sekretar Mednarodne smučarske zveze, gospod Mišel Vion osebno, kar se štejemo v posebno čast. Moram reči, da tudi tukaj naš generalni sekretar tekmovanja, gospod Srečko Viler, veliko prispeval k tej zgodbi, tako da stari maček ve, kako se te stvari strežejo in moram reči, da smo res uspeli z temi povabili. Na tak način seveda ne vemo, koliko bo ostalih gostov, ker je zadeva zelo pozno tekla, protokoli pa te stvari se najavljajo več mesecev naprej, tudi
predsednica se je zahvalila za povabilo, ker bi sicer se ga udeležila, če bi imela v urniku, ampak je bilo vse prepozno. Ampak dejstvo je v bistvu, da to želimo narediti, da bo to ena taka mala slavnost, 19:30, z mimohodom seveda tudi v bistvu predstavnikov posamečnih držav, kot rečeno, če še nismo rekli enkrat, 33 držav iz celega sveta. Najbolj množična ekipa so Amerika in pa Kitajska. 135 tekmovalcev in 200 spremljevalcev. Tako. Seveda pa tudi že zdaj opažamo, pravzaprav v zadnjih 2 dneh veliko avtomobilov tudi v bistvu z tujimi registrskimi tablicami iz območja, ki je nekje še bili v dojem v nekem dometu, normalnem dometu, ki so verjetno tudi spremljevalci, starši, sorodniki, prijatelji, karkoli, ki prišli spodbujati svoje tekmovalce tukaj. Jaz verjamem, da bodo tekme res tako, kot smo jih tu v Mariboru vajeni, da bo super, torej kot smo rekli, sobota, nedelja, ponedeljek, torek. Bi pa mogoče izkoristil Matic, ki je naš najbolj zagrižen smučar, veš, v tej ekipi. Kaj si hotel ti, Marko, ta vprašati? Marsikaj. Eno vprašanje ti dam. Dobro, eno. Jaz zelo rad smučam na Pohorju. Res zelo rad. Zelo rad smučam na Videcu ali pa Partizanki. Vemo, letos absolutno zima ni primerna za to, da bi lahko tam smučali, ampak moje vprašanje, ali se, ne vem, v bližnji prihodnosti, rečemo čez 5 ali pa 10 let, tu nekje pričakuje, da bi se tam skopala kakšna jama, voda not nalila, pa umetno zasneževanje. No, neke informacije se že šušljajo, vidim, ne. Žal, Partizanka pa Videc sta ta trenutek odvisna le od naravnega snega, ne. Vode za zasneževanje teh prog, ki jih pa trenutno zasnežujemo tukaj v dolino in pa Areh, imamo pa že zdaj premalo, ne. Zato, tako da v načrtu je izgradnja enega večjega akumulacijskega jezera tam pri zgornji postaji Videc, ki bi nam pač lahko zagotovila tudi zadostne količine vode, ne zdaj samo za to, kar v tem trenutku zasnežujemo, ampak tudi za zasneževanje teh naših povezav, Partizanke pa Videca. Tako da pri teh zimah smo seveda vedno bolj odvisni od zasneževanja. Če pogledamo recimo Areh, ki je malo više gor, imamo praktično celo zimo čudovito sezono. To bi radi prenesli tudi sem bliže k Mariboru preko teh naših povezav, Partizanke in pa Videca, pa tudi sedežnice Stolp. Pa tudi sprostilo, ne? Ponavadi za vikend je gužva na Piskru, če pa sta še tisti 2 progi odprti, se pa kar sprosti, ne? Seveda, ne, zdaj vsi smučari, pravi smučari vemo, ne, da najlepša smučarija je ravno takrat, ko so povezave odprte, ne? Ja, absolutno. Iz Maribora čez do Piskra pa nazaj, cel dan lepo. Tako da, seveda, tu zdaj se moram tudi zahvaliti naši ekipi, tu vse v Marporomu, ki pač na tem dela. In jaz upam, da bomo tega čim prej prišli, pa da bomo lahko tudi to ponudili. Ja. To lahko mirno potrdim, to, kar je Marko povedal, je dejansko že več ali manj zgodbe. Jeger že maha, dobro, ampak ne, dejstvo je, da se zdaj zadnjih par let konkretno res nakvarjamo z ugotovitvijo, ki je pravzaprav že dojemljiva vsakemu normalnemu človeku, da severni obronki Pohorja nosijo v bistvu eno stabilnost, da je v bistvu konfiguracija terena tam tudi po izročilu vseh starih smučarjev v bistvu odlična, torej predvsem Videc, ki je fantastična proga, tudi Partizanka ima zelo radi, zato smo v bistvu že začeli že lansko leto z osnovami, letošnje leto že imamo predprojektiranje, torej za vodno zajetje na Videcu za 65,000 kubičnimi metri kapacitete, kar je v bistvu daleč največje zajetje na Pohorju, in posledično z tega seveda bomo potem takem lahko bistveno bolj stabilno urejali ta severni del. Moramo vedeti tudi, da na Partizanki še ni v bistvu urejenega tudi vodovodnega omrežja, oziroma razvoda še ni, teda energetsko bi treba to še urediti. Ocenjena vrednost celotne investicije je okrog 1,2 milijona evrov, na tem že delamo. Vemo pa, da v bistvu povezava od Belvija naprej preko Stolpa je nekaj, kar bi si sploh želeli že zaradi tega, da bi šole imele predvsem več možnosti za tečaje. Trenutno se nam pri pomanjkanju snega vse vrti na Arehu. Areh je bolj pomemben za rekreacijo, za prave smučarje in seveda na tak način poskušamo umestiti zadeve, da bi to zadeva funkcionirala. Moram pa tudi povedati, da letošnje leto samo da vedeli, suša je tako huda, da imamo približno 10% izkoristek vodnih virov, ker je pravzaprav ni priliva, ni dežja, ni snega, ni nič, da so vse zajetja, potoki, vse praktično na minimumu. Tako da je to letošnje leto res naporno leto. Jaz upam in verjamem, da bo v prihodnjih letih drugače, verjamem pa tudi, če kdo potem Viranko, tako da mi polagamo upe v to. Tako da vam je uspelo praktično vsem skupaj v enem mestu spraviti oziroma pripraviti vse za tekmovanje na svetovnem rangu, ki ga gostimo v našem mestu. Tako da, torej Ranko Šmigoc, Marko Rataj, hvala lepa za obisk studio, hvala lepa za dobro delo in verjamem, da bo
super svetovno prvenstvo in se vidimo danes o 7:30 na otvoritvi in od sobote naprej na Pohorju. Res vabimo vse poslušalce in vse ostale, ki ste imate možnost pridružiti nam v tem čudovitem dogodku in na te kulise, ki se bo zgodila. Tiste, ki ne boste mogli do trikotne jase, boste lahko mirno to gledali tudi preko led ekranov v Snežnem stadionu. Drugače pa, če bo vreme, tako kot je napovedano, čisto sonce, bo fantastičen tudi sprehod tudi od srednje postaje do same trikotne jase in tako da, ja, vabljeni. Hvala lepa.